Polde Bibič, igralec. Vsi igralci z vseh koncev sveta imamo značajske poteze, ki so si prekleto podobne. Kot da smo res otroci istega talijinega legla. Razlika je samo v slovesu pa socialnem položaju. Mi imamo samo socialno varnost. Olivije je navsezadnje večerjal s Churchillom na njegovem domu. Meni pa se je zgodilo tole. Velika proslava 100. obletnice Cankarjevega rojstva v hali Tivoli. Gledalci so prišli iz vse Slovenije. Nikdar še ni bilo na kakšni gledališki prireditvi na Slovenskem toliko gledalcev. Mogoče 6-7 tisoč. Ljudi kot mravelj in ves politični vrh. Igral sem Cankarjevega Jerneja. Bil je hud napor igrati to vlogo pred tako številnim občinstvom. Obenem so igro prenašali tudi na vseh programih jugoslovanske televizije. Hud napor, pa tudi veliko zadovoljstvo. Pred predstavo, imel sem tremo, jasno, sem svoj avto pustil na parkirišču med halo Tivoli in Belvijem. Nisem vedel, da je tam rezervirano za protokol. Varnostnik je prihajal proti meni, ko pa me je spoznal, me je pozdravil in odšel. Zdelo se mi je nenavadno, da je na vsem parkirišču samo moja stoenka. Proslave je bilo konec. Politiki so se odpravljali na slavnostno večerjo, mi pa kamor je naneslo. Šel sem proti parkirišču, kjer je stal moj avto. Ker pa je bilo tam rezervirano za službena vozila, so miličniki pred halo naredili živ zid, da se ne bi gledalci motali, kjer jim ni treba. Bil sem siten, ker sem videl, da ne morem do avta. Ko pa so me miličniki zagledali, se je živi zid razklenil. Njim se je zdelo pač samo po sebi umevno, da sem povabljen na sprejem. Šele ko sem videl vse pomembne obraze z naslovnih strani in iz TV Dnevnika, ki so razpoloženi sedali v limuzine, sem dojel, da nepovabljen ne sodim sem. Skril sem se v senco drevesa, da me ne bi kdo povabljenih videl, da ne bi mislil, da se obdinjam. Miličniki pač niso vedeli, da jaz nisem Sir Olivier in da naši politiki niso Churchilli. Kako je že bilo takrat, ko so slovesno odprli deželno gledališče v Ljubljani? Igrali so Jurčičevo žaloigro Veronika Deseniška. Po predstavi je gospoda šla v ožjem krogu na slavnostno večerjo v hotel Pri slonu. Igralci pa so se spraševali, tako piše igralec Anton Cerar Danilo v svojih spominih, kdo je teater? Mi. Kdo prinaša žrtve? Mi in zopet mi. Zato pojdimo mi na čašo piva. In so šli igralci v domačo gostilno. 1892. prav tako kot 1976. Janez Kajzer je v svojem feljtonu o novi hiši, novem navdušenju, novem delu zapisal, časi se ne spreminjajo. Ah ne, v temačni davnini je bilo drugače. Treba je samo brati biografijo starorimskega igralca Roskija. Pravzaprav danes o njem ne vemo veliko. Meni je zbudil zanimanje, ko smo igrali Hamleta. Shakespeare se je zanimal za igralce in marsikaj je še vedel o starih igralcih, starorimskih, starogrških. V Hamletu je hotel nekaj povedati o Roskiju. Ko je bil Roski igralec v Rimu, začne pripovedovati Hamlet, takrat pa se primotovili tesasti Poloni in ga prekine. Igralci so prišli, Kraljevič. Igral sem Polonija in večer za večerom sem moral prekinjati Hamleta. Čeprav me je strašno zanimalo izvedeti kaj več o Roskiju in kako je bilo takrat, ko je bil igralec v Rimu, sem moral prekinjati Hamleta. Zmeraj bolj me je zanimalo vse, kar je v zvezi z Roskijem. V komentarjih k Hamletu sem našel samo kratko razlago, največji igralec starega Rima. Dolgo časa kaj več o Roskiju nisem izbrskal. Roski, sinonim uspešnega igralca. Tudi Josip Noli ga leta 1868 omenja v svoji priročni knjigi za gledališke diletante.
Boljši igralci bili so tudi pri Rimljanih v velikem číslu in sploh spoštovani, na primer Roski in Pilat. Potem sem vedno več fragmentov našel v različnih knjigah. Izvedel pa sem najbolj v temeljiti raziskavi Roskijevega življenja, ki jo je napravil Hermann Wickermann v gimnazijskih izvestih gimnazije v Hersfeldu 1854. Slavka Lokar, ki je takrat vodila knjižnico Akademije za gledališče, je izvrtala, kje je ta Hersfeld, in v mojem imenu napisala pismo gimnazijski upravi. V dobrem tednu sem dobil pošiljko. Originalno knjižico gimnazijskih izvestin na posodo za 1 mesec, pa še fotokopijo Wickermannove razprave o Roskiju udar. No, ne bom obnavljal vseh potankosti, ki jih je odkril o Roskijevem življenju srednješolski profesor, ki je moral imeti igralce rad, da se je lotil zamudne raziskave. Naj rečem samo, da sem se lahko temeljito prepričal, da je Noli govoril resnico o velikem číslu in sploh spoštovanju igralcev v antičnem Rimu. Morda je bil Roski celo sam suženj in so ga osvobodili, tega ne ve natančno nihče, vsekakor pa je bil iz rodu osvobojenca. Vendar ga je diktator Sula odlikoval s častnim zlatim prstanom in ga povzdignil v viteški stan, zaradi njegovega veličastnega igranja. Cicero ga je opisal v vlogi Balija v Plautovi komediji Prevarant. To je najbrž prva razčlenitev in opis kake igralske stvaritve. Iz Ciceronovega zagovora se da razbrati veščina starorimskih igralcev, ki je bila aktualizirana in v stalnem dialogu s svojim časom. Roski je v Baliju smešil in napadal svojega vplivnega, a skorumpiranega, pokvarjenega someščana Fanija Kerea. Sicer pa je bil Roski Ciceronov prijatelj. Učil ga je celo govorniških spretnosti. Sam je tudi napisal knjigo o igralstvu in govorništvu, a se je izgubila. V srednjem veku, ko je sveti Avguštin preklel igralce in jih izobčil iz družbe, odtlej niso več dobivali častnih zlatih prstanov, temveč le drobtine z bogatinove mize, pa brco v rit. Popisal sem že nekaj papirja, napisal malo morje besed, še vedno pa se sprašujem, ali mi je tega treba. Čemu pravzaprav? Čemu in zakaj? Kar naprej me vznemirja to vprašanje. Kaj mi je res treba, da mažem papir in nadlegujem ljudi s svojimi vprašanji, težavami, dvomi, stiskami, ko pa to med igralci ni vsakdanje? Vsaj slovenski igralci smo pri pisanju dokaj sramežljivi. Nekaj igralcev, ki so že zgodovina, je napisalo spomine. Danilo še na staro stanovsko gledališče, ki ga je videl pogoreti, Daneš na potovanja potujočih komedijantov, Razberger na mariborsko gledališče, na opereto, Nučič, Skrbinšek. V zadnjem času je Aleksandar Valič napisal spomine na partizanske glumače, Kristjan Muk kdaj pa kaj napiše, Andrej Kurent, Franček Drofenik, predvsem o položaju, ki ga ima igralski stan v naši družbi, to so bolj žalostne zgodbe, ali pa poroča o velikih predstavah, ki jih je videl po svetu. Danilo Gorinšek piše anekdote o gledališčnikih svoje generacije in tako nadaljuje delo Frana Lipaha. Prisrčen je Branko Miklavc, ki si sam piše besedila za monodramske nastope. Humorno in duhovito govori o svojih zgodbah in nezgodah v 40 letih slovenskega teatra in s pikro ljubeznivostjo razkriva značajske posebnosti kranjskega komedijanta. Kaj ni vse to dovolj? Mogoče, ali pa tudi ne. Štih je svoj čas rad nagovarjal igralce, naj kaj napišejo o svojih ustvarjalnih skrivnostih. Najbrž ni rekel dobesedno tako. Dvomim, da je uporabil besedo ustvarjalno in ne verjamem, da je rekel skrivnost. Res pa je, da nas je skušal pridobiti za pisanje, brez pretiranega uspeha. Meni se je zdelo mikavno. Zmeraj me je zanimalo, kaj govorijo, kaj pišejo igralci o svojem delu.
Z nestrpno radovednostjo sem iskal, kje bi našel kaj zapisanega o najbolj skritih kotičkih igralčeve osebnosti. Toda o tem je najtežje govoriti. In kakor je v zadnjih 2 desetletjih skokovito naraslo število knjig o gledališču, tako smo dobili tudi lepo število prevodov del znamenitih igralcev: Stanislavskega Moje življenje v umetnosti, Boroltove Spomine na jutri, Olivierove Izpovedi igralca, spomine Meline Mercury, ki pa je žal samo mimogrede pisala o svojem igranju, ker jo je bolj zanimala politična usoda Grčije, pa Simon Signoret. Toda naj so knjige igralcev še tako zanimivo branje, še nikomur ni uspelo odškrtniti vrat v zadnji sveti prostor igralčeve duše. Se to sploh da? Kakšen pomen naj torej ima to moje početje? Razen tega med slovenskim igralstvom pisanje igralcev nekako zaudarja. Pisati ni priporočljivo. Igralec naj pove na odru, kar ima povedati, tam naj govori, če zna. Pisanje kaže tudi na igralčevo neskromnost, podobno kot če hoče postati režiser. Le kaj mu je tega treba? Pri pisanju je treba biti previden. Pisanje lahko kdo izrabi. Dokler ni nič zapisano, nihče ne more ničesar očitati, sprevračati, ponarejati. Tega, kar govoriš svojo umetnostjo, itak nihče ne razume. Govorico umetnosti se da obrniti tako ali drugače. Kar pa je zapisano, je zapisano. Kritik se obesi na zapis, obrača ga, prevrača in razstavlja, nazadnje pa umetnika dotolče z njegovim lastnim orožjem. Zato naj se igralec izogiba pisanju, govori naj z odra. Ne samo igralec, vsak gledališčnik. To je zlato pravilo. V neumnih mladih letih sem zagrešil scenarij za balet. Takrat smo se z opero čutili bolj eno gledališče, kakor zdaj, ko že 20 let ne vemo, ali naj bomo pod isto streho ali ne. Imeli smo skupne sindikalne zabave. Poznali smo se med seboj in smo večkrat skupaj hodili v gostilne, s pevci, baletniki. In tako sem večkrat posedal po kavarnah z Metodom Jerasom. On je pil samo kavo, jaz tudi konjak. On je kar naprej govoril, da mora narediti baletni večer, nov, svoj balet. Jaz sem mu pripovedoval o nekem dekletu, ki mi je bila všeč v gimnazijskih letih. Bila je krasna, pijan sem bil od zaljubljenosti. Samo večja je bila od mene, precej. Zato sem jo zmeraj zrinil s pločnika, kadar sva hodila po mestu. Če sem hodil po pločniku, ona pa zraven po cestišču, sta se najini višini izravnali. Na lepem je nisem več videl. Šla je iz mesta, nisem vedel kam. Potem sem jo iznenada srečal v Ljubljani, starim Italijanom, do korenin spremenjeno. Bila je, kakor da bi stopila iz pariškega modnega salona. Če me ne bi ogovorila, je ne bi spoznal. Ni bila več dekle, bila je dama. Pripovedovala mi je, da je šla v Italijo in da dobro živi, ima bogatega moškega, sem v kavarniški puščobi pripovedoval Metodu. Njemu je zgodba vzburila koreografsko domišljijo in tako je nastal balet Nina. Mojo, z domišljijo nekoliko preoblikovano prijateljico, je plesala Tatjana Remškarjeva. Še danes mi ni jasno, kako je lahko vzdržala ogromni telesni napor, ki ga je zahtevala od nje vloga Nine. Kakšni 2 uri brez predaha je plesala ljubezen, strast, razočaranje, trpljenje, blaznost. Tako sem nekako po neumnosti pripomogel tudi jaz, da je lahko Tatjana zaplesala svoj veliki, blazni ples. Na to sem seveda ponosen, čeprav je komaj kaj moje zasluge pri tem in čeprav so se moji prijatelji po premieri še dolga leta norčevali. Glejte ga, baletni libretist gre. Povedal pa sem zdajle to zgodbo zato, da bi jo dokončal z dogodkom, ki bi me še zdaj lahko prepričal, kako res je neumno, da se lotevam pisanja. Rekli so mi, naj napišem kaj za gledališki list.
Prav modro sem pisal o tem, kako je balet Nina nekakšna nova inačica našega mita o lepi vidi. Jeras ni bil navdušen nad mojim pisanjem, ampak članek so vseeno natisnili. Potem mi je kritik vse moje globokoumne misli razcefrane in razgaljene vrgel nazaj in tako dokazal, kako nedopustno zanič je libreto. To, o čemer sem tolikokrat slišal govoriti, sem zdaj občutil na lastni koži. Zdaj pa imaš, je rekel Metod. Sem ti rekel, da smemo govoriti samo z odra. Seveda. Samo to, kar govori igralec z odra, je tako neusmiljeno minljivo. Človeka pa žene, da bi se ohranil v prihodnosti. Ne sprijazni se kar tako s smrtnostjo. Kip, slika, knjiga ostanejo. Me morda zaradi tega vrag žene, da bi napisal knjigo? Ne, že zdavnaj sem se sprijaznil z minljivostjo svojega igralstva. Tudi na tihem tako mislim, popolnoma iskreno. In ne samo, da sem se sprijaznil z njo, ta hipnost, ki je vžiganje in ugašanje, mi je celo draga, pomeni mi življenje. Nastaja in umira. Je takrat in nikdar več. Moja je. Gledališko umetnost čutim kot umetnost trenutka, zaradi tega je najbolj živa umetnost. Življenje je namreč neskončen niz trenutkov, vsak trenutek je enkraten, drugačen in neponovljiv. Vsak trenutek je doživetje. Gledaliških večerov je, kakor trenutkov v življenju, neskončno mnogo. Vsak od gledaliških večerov pa je poseben. Doživetja različnih gledaliških večerov so si lahko podobna, enaka ne morejo biti. Umetnost trenutka, enodnevnica. Kadar s tem pojmom poimenujemo delo, ki je kratkega življenja zaradi nemoči, zaradi pomankanja energije, pomeni nekaj slabega. V zvezi z gledališčem pa mi pomeni enodnevnica prispodobo trenutka eksplozije življenjske in umetniške energije. Mošice enodnevnice omalovažujemo po krivici, koliko bleska, žara, življenja, radosti, domišljije, strasti je v trenutku njihovega plesa v luči zadnjih žarkov zahajajočega sonca. Ognjemet življenjske sreče, enkraten in neponovljiv. Hip, strasten, vroč, hip ekstaze, orgazem. V nasprotju z nekaj vekov dolgim, zato pa smrti podobnim življenjem želve. Brezizrazna glava, tog oklep, strjena in otrdela gmota se vleče po tleh. Njeno premikanje je enolično, ko premikanje mrtvega stroja. Maska, prispodoba smrti. Koliko lepši so minljivi trenutki življenja, vriski in vrtoglavi poskoki, smeh in ples, trenutki ljubezni od stoletnih granitnih mavzolejev, piramid, sarkofagov. Igralec je slab po življenju, vrisk in blisk živih oči, ki se ne boje smrti, ker je bilo življenje tako silno, njegovo nasprotje pa je strah pred smrtjo, mumificirano, balzamirano oklepanje večnosti. Igralec se igra smrtjo, izzivajo. V bistvu igralci ne poznajo večnega človeškega kompleksa ohranjati se v večnost. Ta kompleks izvira iz strahu, strahu pred smrtjo. Igralec ga ne pozna. Nasmehnil se je, ko ga je Bog preklel in ko je moral pod zemljo zunaj pokopališkega zidu. Po vsaki predstavi igralec umre. Uplahne mu vsa moč. Izpraznjen sedi v garderobi in meče sebe mrtvo lev svoje vloge. Igralec v garderobi po končani predstavi. Klavrna podoba. Veličastnost in dostojanstvo junaka, ki je prežarjal čustva gledalcev, je uplahnila.
Njegov doneči glas je le še šepet, po obrazu razmazana vazelina. Svetlikajoča se plast maščobe, pomešane z raznimi barvami šmink, neenakomerno raznesene po obrazu, v nekakšnih krogih, kakor si pač igralec čisti obraz. Oči brez leska, lepljive od šminke in vazeline, kakor da igralec razpada, potem ko je njegova vloga umrla. Briše si z obraza topeči se kadaver svoje vloge. V srcu praznina, v glavi praznina, skoraj slabost. Nemočen, prazen, utrujen preživi noč. Na neki način mu je odleglo, kakor odleže človeku, ko umre. Ampak igralec ima srečo, da doživi reinkarnacijo. Dan mu prinaša moči, zvečer se ponovno rodi, kakor ptič Feniks. Rodi se za novo predstavo, po kateri ga spet čaka smrt. Mogoče je prav v tem večnem umiranju in ponovnem rojevanju igralčeve umetnosti, v tem feniksovskem obtoku doživetij, zarodek igralčeve iracionalne, nekonformistične, ateistične psihološkosti. Igralčeva zasebnost je rada boemska, ob robu običajnih družbenih zakonov in glumač pa far ne moreta biti tovariša, je rekel Ostrovski. Globoko nekje pa le imam pokopan strah pred smrtjo. Dolga tisočletja sem se bal, dolga tisočletja so me strašili z njo, ko sem ždel v genih svojih prednikov. Njihov strah je zdaj v meni, oblikovan skozi zgodovino smrti. Zato najbrž tudi sam nekje v neznanih globinah hrepenim po nesmrtnosti. Se to izraža v želji, da bi napisal knjigo? Čeprav to ni moje področje, čeprav naj bi se izražal predvsem z odra. Ali pa je ta moje malce čudaška želja posledica future šoka, ko zmeraj močneje čutim, kako se gledališče moje dobe umika novemu, ki ga prinaša računalniška doba. Morda bi vsaj v zapiskih rad ohranil igralca gledališča, ki izumira. In mogoče z njim izumira igralec neke dobe, tudi moje. Bo tak igralec še v novem času, ki vanj drvimo z naglico svetlobe? Berem Ljubljana 2000. Osnutek dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986 do 1995 do 2000. Druga delovna verzija, Zavod za družbeno planiranje Ljubljana, april 1984, stran 177. Tudi tradicionalne spektakelske zvrsti, v oklepaju gledališče, se bodo odprle novim tehnološkim možnostim, predvsem pa svežim pobudam ustvarjalcev. Precejšnji organizacijski premiki bodo odpravili togo institucionalno obliko delovanja. Kakšen bo torej glumač čez 10 let, ko se bodo odprle nove tehnološke možnosti, ko bodo pobude ustvarjalcev sveže? Nedavno sem na ulici srečal deklico, učenko 8-letke. Ustavila me je. Navdušeno mi je pripovedovala, da me je gledala. Vsa šola je šla v dramo. Kako so se smejali socialističnemu kolaku. Ko je že odhajala, pa se je še obrnila. To je bil pa res dober film. Nasmehnil sem se. Dober film. Potem me je prešinilo. Future shock. Takšna je torej usoda igralca. Igralec prihodnosti se seli iz gledališča na filmski trak, potem na kasete, najprej za poslušanje, sledi video. Mladina bo živela novi čas in v mladini sem bral kritiko uprizoritve Pasolinijeve orgije v Novi Gorici. V uvodu je kritik zapisal: nisem bil v Novi Gorici, kajti uporabil sem sodobno tehnologijo. Pravzaprav mi je pomagal Tone s svojim videotrakom in tako sem gledal Pasolinijevo orgijo iz naslanjača v svoji dnevni sobi. Kaj naj rečem? Kaj je lahko igralec drugega kot jezen,
užaljen, predvsem pa do konca osramočen, ponižan. Toda še hujše bo, prihaja računalnik. Sprašujem se, če bodo do leta 2000 na trgu že kompjuterske histriokasete z vprogramirano idealno interpretacijo vlog klasične in sodobne dramatike. Ko bo igralec vtipkaval v računalnik svoje gledanje na vlogo, bo ekran zasvetil nedomiselno, šmiransko, zaslužiš si gnilo jajce v gobec. Napise bo spremljalo žvižganje, režanje, vpitje. Kdo bo programiral računalnik? Kdo bo vstavil v input vse tiste podatke, ki naj bi vlogo naredili veliko, in v IE vse napačne intonacije, geste, premike, pa še odgovore na zgrešene rešitve igralca? Režiser, zgodovinar, profesor, dramaturg, kritik, teatrolog, gledalec? 140 IF doživljam, then print, solice pojdi. 150 IF čustvujem, then print, prekleti fosiloid. 160 IF sem jebi vetričen, then print, cool. Ko se mi tako motajo po glavi takšni in podobni izrodki, ki jih programira v moje možgane Future Shock, ko se razblinja v moji fantaziji človek čustev, srca, jeter in njegov igralec, igralec zanosa, človeške izpovedi, topline, resnice, ki se bo morda kmalu razkrinkala in se bo razgaljena pokazala pred zgroženimi očmi preteklega človeka kot utvara. In kot nekaj smešnega. Iz razblinjenega starodobnega človeka se sestavlja novi človek, človek hladnega razuma. Človek, ki ne zaide v vrt domišljije, sanj, človek, ki je ujet v mrežasto vezje silicijevih monokristalov. Čudež Hamleta, ujet v droben čip. Ko me tako begajo razne futurofobije, začutim, da bi bilo treba ohraniti spominu tudi igralca predsilicijske dobe. Mogoče bi lahko pri tem pomagal. Predstavnik tistih igralcev sem, ki se že umikajo z odra, na film, na kasete. Ko iz daljave že opazujem računalnike s tesnobo, bojim se kompjuterja. Podobno kakor orač na sliki, ki se je spominjam še iz mladosti in sem se ji takrat smejal. Kaže ga, kako brezglavo beži s polja. Pozabil je na plug in konje, krili z rokami in beži. Beži pred parno lokomotivo. Jaz sicer ne bežim pred računalnikom, čutim pa, da računalniški čas ni več moj čas. Razumem ga, čutiti ga pa ne morem. Ne morem ga sprejeti za svojega, ne morem ga živeti. Mogoče nastajajo ti zapiski tudi zaradi stiske, ki me kdaj pa kdaj obhaja z mračnimi mislimi. Marsikaj, kar nastaja novega, ne samo v umetnosti, tudi v življenju, se mi zdi razdiralno, kot da vodi v konec, katastrofo. Kot da se ne osnažujeta samo voda in zrak, temveč tudi človekovo srce. Najbrž bi potrebovali tudi psihoekologijo. Tako kot bistre vode in zrak in modro nebo, je najbrž treba spoštovati tudi človekovega duha. Njegovega duha od altamirskih jam naprej in od prazgodovinskega čarovnika iz jame Trois Frères, ki je verjetno davni prapredstavnik komedijantov, ki jim posvečam te vrstice in ki sem se jim tudi zapisal s svojim življenjem. Hudo bi mi bilo, če bi izginil iz človeške zavesti, kakor so izginile iz zemeljskega površja tolikere živalske vrste in še izginjajo, zaradi človekove strasti, da bi ustvaril svoj izmišljeni, umetni svet. Mogoče so za mojo tesnobo kriva leta, mogoče bolezen. Kaj vem, zmeraj hočem prepričati samega sebe, da gledam pretemno,
da je resnica mnogo, mnogo svetlejša. Naj se še tako prepričujem, stiske in tesnoba se mi kradejo v sanje.